Predsednik Argentine zavrača obtožbe o promoviranju propadlega Libra Memecoina. V drugih novicah pa tudi Italija bližje novim kriptovarnostnim ukrepom, Taurus lansira Solana platformo za banke in Rusija je zaradi nezakonitega rudarjenja kriptovalut utrpela škodo. Predsednik Argentine Javier Milei se je znašel v središču škandala potem, ko je bil obtožen promocije memecoina Libra, ki je povzročil ogromne finančne izgube vlagateljem. V televizijskem intervjuju je priznal, da se je srečal z ekipo projekta, vendar vztraja, da ni šlo za promocijo, temveč zgolj za širjenje informacije. Po njegovi objavi na družbenih omrežjih je cena Libra kovanca eksplodirala, nato pa se sesula, ko je Milei svojo objavo izbrisal. To je sprožilo obtožbe o manipulaciji trga in pozive k njegovi odstavitvi. Medtem ko se brani pred obtožbami, trdi, da je bilo prizadetih le okoli 5000 vlagateljev, večinoma iz Kitajske in ZDA, ne pa 44 000, kot poročajo nekateri viri. No, njegovi nasprotniki so zagotovo čakali prav nekaj takega. Italijanska centralna banka in finančni regulator Consob se pogovarjata s kriptopodjetji o zagotavljanju varnosti v industriji digitalnih sredstev. Guverner Fabio Panetta opozarja, da kriptotrg predstavlja tveganje zaradi pranja denarja in morebitne finančne nestabilnosti. V Evropi velja uredba MiCA, ki določa jasna pravila za zaščito vlagateljev, medtem ko ZDA še vedno pristopajo k regulaciji od primera do primera. Italija si prizadeva zagotoviti, da bodo podjetja v sektorju imela ustrezne varnostne ukrepe, saj se v ozadju odvijajo razprave o širši integraciji kriptovalut v finančni sistem. Kaj pa vi pravite, je to pravi pristop? Komentirajte spodaj. Hej, če so ti všeč naše novice, do zdaj pritisni všeček, komentiraj spodaj in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednjega videa. Podjetje Taurus, ki ga podpira Deutsche Bank, je predstavilo novo rešitev za skrbništvo in tokenizacijo digitalnih sredstev na blockchainu Solana. Nova platforma omogoča bankam in finančnim institucijam izdajanje in upravljanje tokeniziranih sredstev, kar pomeni večjo likvidnost in dostopnost za vlagatelje. Solana je bila izbrana zaradi svoje hitre obdelave transakcij in nizkih stroškov. S tem se tradicionalne finance še bolj prepletajo s kriptosvetom, kar odpira vrata večji institucionalni uporabi tehnologije blockchain. Vsi veliki očitno stavijo na tokenizacijo. Ruska energetska mreža je v letu 2024 zaradi ilegalnega rudarjenja kriptovalut utrpela več kot 14 milijonov dolarjev škode. Največ izgub so zabeležili na Severnem Kavkazu, kjer so rudarji nezakonito črpali elektriko in preobremenili omrežje. Oblasti zdaj uvajajo strožje ukrepe, vključno z registracijo rudarske opreme in sezonskimi omejitvami. Nekateri predlagajo celo gradnjo ločenih elektrarn, namenjenih izključno rudarjem, da bi preprečili negativne vplive na javno energetsko omrežje. Rusija tako išče ravnovesje med regulacijo in podporo rudarjenju kriptovalut, saj industrija še naprej raste. No, 14 milijonov se mi ne zdi tako ogromen znesek za celotno Rusijo. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednji epizodi.